Ok, se upravičujem, pravzaprav bi težko rekel, kje so se pojavile težave, ampak vseeno sem vesel, da smo uspeli urediti. No, tako kot je bilo rečeno, kratek prispevek še z moje strani na temo informacijskih orodij in podatkovnih baz za odkrivanje in obravnavo oseb z dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni. Moje ime je Dalibor Stanimirović, prihajam z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kot veste, naš inštitut upravlja rešitve e-zdravja in znotraj tega okvirja bi se rad osredotočil predvsem na predstavitev centralnega registra podatkov o pacientih kot ene izmed najbolj pomembnih platform, ki jo uporabljamo za podporo zdravstveni obravnavi pacientov, od njihovega vstopa v zdravstveni sistem, pa potem seveda do preko preiskav zdravstvenih storitev in pa seveda potem uspešno zaključenega samega procesa zdravljenja. Na začetku nekaj kratkih misli o trenutni situaciji in trenutnem stanju na področju digitalizacije v Sloveniji. Kot vemo, je pravzaprav trend digitalne transformacije povsod v svetu se smatra kot eno izmed temeljnih orodij, ki naj bi prispevalo k bolj uspešnemu spopadanju s številnimi izzivi, s katerimi se države srečujejo zaradi recimo temu objektivnih okoliščin. Velik strateški pomen vseh projektov digitalizacije sega ne samo na področje zdravstva, ampak tudi na področje širše družbene blaginje, gospodarskega razvoja in tako naprej. Zdaj se tu pojavljajo dileme, glede na to, da se vsi nekako zavedamo velike pomembnosti digitalizacije, pa samih vrednosti zbranih podatkov, njihovih potencialov in tako naprej, pa vidimo, da je tu še vedno relativno veliko ovir in težav na tem področju, da bi nekako uspeli uspešno zaključiti ta ciklus od začetnega zbiranja pa do na koncu neke analitike in ustreznih ukrepov strani zdravstvene politike oziroma odločevalcev. Razlogov za to je več, jaz sem izpostavil samo nekaj mogoče najbolj očitnih. Pomanjkanje strateških usmeritev in večje politične podpore, seveda poznamo, večkrat govorimo o tej zadevi. Ko govorimo o politični podpori, tu seveda ne mislim samo o izjavah oziroma deklarativni podpori, ampak tudi o čisto konkretnih zadevah, kot so materialni viri za zaposlitev sodelavcev, za razvoj novih informacijskih storitev in tako naprej. Zdaj, kar se tiče še enega dejavnika, ki je bil v preteklih desetletjih recimo zelo pomemben na tem področju, je tudi neusklajen stihijski razvoj, ki je nekako nas odpeljal daleč od recimo temu bolj optimalne situacije, ki smo imeli v 90-ih, kjer pač nismo izkoristili momenta in dejstev, da se je Slovenija relativno zgodaj začela z klasično informatizacijo posameznih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, potem pa nekako nismo uspeli skoordinirati teh aktivnosti in se poenotiti, in zato smo v mnogih ozirih pač zamudili idealno priložnost za pravzaprav še večje uspehe na tem področju. Neposredna posledica tega so razdrobljeni in neinteroperabilni zdravstveni informacijski sistemi, celo do te mere, da na določenih področjih nimamo ustreznih lokalnih in centralnih informacijskih sistemov, in pa seveda nepripravljenost pri posameznih izvajalcih zdravstvene dejavnosti za ustrezno vpeljavo digitalnih rešitev, ki je pa seveda pogojena z vsemi ostalimi dejavniki, ki sem jih že prej nekako orisal. Zdaj, da ne bo predstavitev celotne slike nekako črno-bela, bi rad povedal tudi določene in izpostavil tudi določene dosežke oziroma uspehe, ki so se zgodili v preteklih letih. Se pravi, kljub določenim oviram,
o katerih smo govorili, je bilo v preteklih letih narejeno kar nekaj odmevnih projektov na področju digitalizacije in pravzaprav sam menim, da smo naredili en pomemben korak z vzpostavitvijo temeljne infrastrukture in določenih informacijskih rešitev, ki pa jih moramo seveda v nadaljevanju dograjevati, izpopolnjevati in tako naprej, ne. Te naše dosežke prepoznavajo tudi mednarodne inštitucije, nacionalne inštitucije. V določenih evalvacijah smo dobili relativno visoke ocene, recimo na področju indeksa digitalnega gospodarstva in družbe, strani Evropske komisije smo bili zelo dobro uvrščeni. Vidimo na 6. mesto glede na uporabo, na 3. mesto glede na uporabo e-recepta in tako naprej. Zdaj v nadaljevanju bi, kot sem rekel, se predvsem osredotočil na centralni register podatkov o pacientih, ki predstavlja nekako temeljno platformo za podporo obravnave pacientov v Sloveniji in pa seveda v tem kontekstu bomo tudi v naslednjih slajdih temu posvetili največ pozornosti. Zdaj, ko govorimo o sami arhitekturi sistema e-zdravje, lahko vidimo na tej shemi grobo predstavitev samega okvirja, ne. Se pravi, na eni strani imamo informacijske sisteme izvajalcev zdravstvene dejavnosti, kjer vidimo in če poznamo seveda vsaj malo situacijo v Sloveniji, vemo, da je to področje zelo heterogeno, da imamo več ponudnikov informacijskih sistemov, tako na primarni kot na sekundarni ravni, potem imamo še koncesionarje, potem imamo še čiste zasebnike in tako naprej. Se pravi, na tej strani vidimo, da dobimo precej kompleksno sliko, že samo na strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Ko se spustimo do uporabniške ravni in pogledamo, kakšna je situacija glede samih potreb na področju uporabe rešitev, vidimo, da imamo dejansko razvitih pa nekje preko 20 aplikativnih rešitev, ki se uporabljajo v sistemu na vsakodnevni ravni in pravzaprav se niti ne zavedamo, da podatki, ki jih vsak dan uporabljamo, gledamo na televiziji, ki se vsak dan objavljajo v medijih in tako naprej, da vsi ti podatki izhajajo iz rešitev e-zdravja in iz aplikacij, ki so bile narejene v okviru e-zdravja. Vidimo, da je za neko uspešno ali pa učinkovito integracijo aplikativnih rešitev z njihovimi uporabniki je bilo potrebno osmisliti in uvesti neke integracijske aplikacijske vmesnike, se pravi, to so neki integratorji, ki pač omogočajo povezovanje različnih sistemov z jedrnimi storitvami e-zdravja in jih nekako usklajujejo na področju standardov, protokolov in pa seveda formatov podatkov, ki se pošiljajo v nacionalne zbirke. Ena izmed teh nacionalnih zbirk, ki si bomo pogledali, kot je že bilo rečeno, je register pacientov, ki je zbirka podatkov e-zdravja o pacientih s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ne. Njeno delovanje temelji na Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, same pravice dostopa pa so urejene v pravilniku o pooblastilih za obdelavo podatkov v CRPP. Rešitev je nekako sestavljena iz 4 sklopov, splošne zdravstvene dokumentacije, povzetka podatkov o pacientih, registra pacientov in prostorskih enot in pa segment izjave volje, kjer pač lahko pacienti po Zakonu o pacientovih pravicah izdajo določene izjave, ki se tičejo njihovega nadaljnjega zdravljenja oziroma načina zdravljenja. Glede na to, da je za naš današnji kontekst sta pomembni predvsem prvi 2 alineji, bomo o teh 2 postavkah tudi največ govorili. Zdaj, ko se že dotikamo same izmenjave podatkov, procesiranja podatkov in tako naprej, ne moremo mimo te sheme, ki nekako ponazarja, kako izvajalci zdravstvene dejavnosti
preko ustreznega tehnološkega vmesnika, se pravi interoperabilne hrbtenice, imenovane, ne, pošiljajo podatke v centralni register podatkov o pacientu. Tam so trije najbolj pomembni, bi rekel, gradniki, to je register pacientov in prostorskih enot, ki nam pravzaprav pove vse o demografiji pacientov, njihovim osebnem zdravniku, njihovih identifikacijskih podatkih. Potem imamo IHE profile, s pomočjo katerih pač tvorimo ustrezno strukturo dokumentov, in pa seveda OpenEHR je model za prenos podatkov z zdravstvenimi vsebinami. Kaj se zbira v prvem sklopu, kjer govorimo o splošni zdravstveni dokumentaciji, vidimo, ne? To so večinoma dokumenti, ki v PDF formatu prihajajo v prvi sklop CRPP-ja in so namenjeni seznanitvi izbranega osebnega zdravnika z opravljenimi specialističnimi preiskavami, z odpustnimi pismi, različnimi mikrobiološkimi izvidi, histopatološkimi preiskavami, laboratorijskimi izvidi, radiološkimi izvidi in tako naprej, ne. Tu seveda potrebno omeniti, da vse te dokumente, tako kot izbrani osebni zdravnik vidi, jih seveda do njih dostopa lahko tudi pacient preko portala ZVEM. Drugi sklop, ki je pomemben za nas, ne, in tudi podpira delo in obravnavo pacientov, je pa povzetek podatkov o pacientih. Ta je seveda z vidika uporabnosti podatkov, njihove sekundarne rabe, analitike in pa seveda uporabe za raziskovalne namene za nas še bolj pomemben, ker gre za set podatkov, ki je v strukturiranih zapisih. Se pravi, ima strukturirano obliko in je kot tak seveda zelo priročen za različno analitiko. Vidimo, da so znotraj tega sklopa zajeti najpomembnejši podatki, ki so potrebni za zdravstveno obravnavo in tudi za izmenjavo med zdravniki, in pa seveda v določenih primerih, ko govorimo o čezmejni izmenjavi, je seveda ta oblika tudi zelo uporabna. Tu vidimo, kakšen je približno standardiziran zapis v povzetku podatkov o pacientih in katere kategorije oziroma vsebinski sklopi se nahajajo v povzetku podatkov o pacientih. Zdaj, kar se tiče same uporabe in koristi z vpeljavo CRPP-ja pred leti, vidimo, ne, da zdaj govorimo dejansko res o največji bazi zdravstvenih podatkov v Sloveniji, pravzaprav brez kakršne resne konkurence. Vidimo, da štejemo že preko 170 milijonov zapisov, prirast je nekje 5 dokumentov 5 milijonov dokumentov na mesečni ravni, tako da res tu so ogromna baza, ogromna zakladnica uporabnih podatkov, ki pa, tako kot tudi sami ugotavljamo v prejšnjih predstavitvah, pogosto niso dosti dobro izkoriščeni oziroma izrabljeni za določene ukrepe oziroma za določeno analitiko. Kot vidimo, ne, je ogromno število receptov, pa seveda bolezni in druga stanja, diagnoze, ne, potem napotnice in pa seveda ogromno število dokumentov, tu govorimo o izvidih, odpustnicah in tako naprej, ki se shranijo v neki PDF obliki v ta naš repozitorij. Kot sem rekel prej, vidimo, da število dokumentov v CRPP-ju skokovito narašča, k temu je seveda v zadnjih 2 letih pripomogel tudi COVID in tudi... Prosim, a lahko malo pospešite, ker smo v zamudi. Tako, bom zaključil počasi, ja. K temu je prispeval tudi COVID in seveda k temu primerno je tudi naraslo število obiskovalcev spletnega portala, kjer pač lahko državljani pridejo do svojih podatkov o zdravstvenem stanju in o svojih izvidih.
Zdaj, kar se tiče same uporabe, poudaril bi, da vsi javni zdravstveni zavodi dejansko uporabljajo CRPP in pošiljajo podatke in tudi seveda koncesionarji. Je pa rast v zadnjih mesecih bila zelo velika, še posebej zaradi izvajanja testov za COVID-19. Na kratko je lahko si pogledamo na tem slajdu še strukturo zapisov oziroma njihov delež v samem CRPP-ju in pa na koncu še povzetek ugotovitev. Zdaj, tako kot smo rekli, imamo robustno skalabilno infrastrukturo in že vzpostavljene nacionalne baze, ki omogočajo celovit zajem podatkov. Je pa potrebno pač poudariti, da zaostajamo na področju vpeljave telemedicinskih storitev in pa sistemov za podporo odločanju in seveda umetne inteligence. Pa tudi delno smo v zaostanku na področju posameznih specializiranih rešitev, kar se tiče posameznih registrov, recimo tu lahko omenim register redkih bolezni oziroma register za sladkorno bolezen. Potrebno je poudariti, da bo za uspešen razvoj teh storitev potrebno poiskati nekako strokovni konsenz, pa uskladiti organizacijsko-procesne vidike med izvajalci in pa seveda politiko ter zagotoviti ustrezna sredstva za okrepitev razvojnih aktivnosti. V tej luči je ključna priprava nove strategije e-zdravja in pa seveda politična podpora, ki bo pomagala zagotoviti večja sredstva tako za razvoj centralnih rešitev, kot tudi za same rešitve pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Zato, da uspešno nadaljujemo s trendom, ki smo ga vzpostavili v zadnjih letih, bo pa seveda neizbežno potrebno dvigniti raven digitalne kulture in digitalnih kompetenc vseh deležnikov in vložiti še dodaten napor za razvoj na tem področju. Toliko z moje strani. Hvala lepa za pozornost.